Češka in Koreja. Mislim, če kdo rabi, da mu zgradim savno za cash, ni panike. Ja, pač vsak kurac boš čula zdaj. Ja, ampak to je elektrika, se sliši, to ni normalno. Mislim, da tukaj ta sojna omaka in glede na to, kako so različne te sojne omake in glede na to, da je korejska sojna omaka je drugačna in se v drugačen način uporablja, kot recimo japonska. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v 12. epizodi druge sezone Kritiškega posladka. Hvala tistim, ki ste opazili, da nam ni bilo na spregled od sredine avgusta. Nazadnje smo se z Adrijanom Praznikom in Miho Turšičem pogovarjali o intermedijsko-raziskovalnem procesu obravnave okolja in vesolja v umetnosti. Danes občutno bolj sproščeno in neobremenjujoče, in sicer o tem, kaj sva v povezavi z umetnostjo, kulturo, midva z Jernejem počela na Češkem in v Južni Koreji. In to vas zagotovo na vse pritege zanima. Za nove prišleke, z vami sva Jernej Čučak Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posledek, posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube in Spotify. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, muzeje in tako naprej, ki jih omenjava tekom podcasta, jih bova pa polinkala v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posledek. Posladek. Ok, kot že omenjeno, Jernej je bil 4 mesece na Češkem, v Pragi. 3 mesece? 3 mesece na Češkem. Sam 3, ni bilo 4. Ok, na umetniški rezidenci. Na umetniški rezidenci. Tako da, povej, Jernej, malo več o tem, kje točno si bil in... Koliko točno cajta sem bil? 3 mesece. In zakaj si šel tja in to? V bistvu prijavil sem se prek MGLC na rezidenco in sem jo potem sprejel. In sem šel v Meat Factory, to je v bistvu ena institucija oziroma en plac, mičken ven iz centra od Prage, v enem predelu, ki se kliče Šmihov oziroma malo pred Andelom. Gre za institucijo, ki združuje teater, glasbo, umetnost, rezidence pod eno streho, ki je soustanovil David Černi. To je en bolj vplivnih čeških artistov oziroma umetnikov. Tudi njegova dela vidiš pač povsod po Pragi. So tako hitro prepoznavne, ker so taki baby, ki recimo plezajo po tismu stolpu od televizije ali kaj že, ne vem, nisem videl živo, ampak ja, ful je teh babyjev po Pragi in to je pač njegovo. Rezidenca je v bistvu, gre za neko vrsto na pol izmenjave med MGLC-jem in Meat Factoryjem. To v bistvu kar redna praksa med inštitucijami, ki izvajajo rezidence, da se zmenijo za razne izmenjave, kjer enega umetnika pošljejo na enega slovenskega umetnika ali umetnico pošljejo v Meat Factory in Meat Factory pošlje neko umetnico ali umetnika dol. Mene so poslali gor v Meat Factory, sem jaz bil ta Slovenc. Bjanka Tladek je prav pa tista umetnica, ki so jo poslali z Češke k nam. Žal jaz Bjanke nisem nikoli ne srečal, ne spoznal, tako da težko povem, kaj je delala tukaj. V bistvu, kljub temu, da nismo imeli nič en z drugim, so pa sočasno bila v izmeničnih državah. Zakaj si se pa prijavil sploh? Prijavil sem se zato, ker sem hotel še kaj narediti v svojemu lifeu, v artu, malo sem iskal različne razpise in ta zadeva se je pojavila kot potencialna opcija za prijavo. Na rezidenco sem si skozi želel iti in bi še šel. In v tej mrzlici raznih prijav sem se prijavil tudi na to, kar v bistvu se je izkazalo kot odlična odločitev in tudi odlična izkušnja. Pa dejansko sem bil plačan tako, da se da kaj tudi od tega preživeti. Ja, jaz sem bil potem gor v bistvu, mogel biti na rezidenco za 2 meseca.
pol se je pa to nekako malo podaljšalo, pa pol še malo podaljšalo, tako da sem na koncu ostal gor 3 mesece. S tem, da zadnji mesec je potem financiral Meat Factory, ne MGLC, ker sem v bistvu se nekega projekta lotil, pa so bili ful navdušeni in so se odločili, da bi me vzeli še za 1 mesec. Ja, fantastična izkušnja, tako res je fajn, ker imaš možnost delati. Zame je še toliko bolj zato, ker nimam niti prostora tle v Sloveniji, da bi mi rekel atelje, ker ga pač v Šempetru ni oziroma v Novi Gorici. Težko dobiti karkoli, da bi človek imel plac oziroma so stvari tako drage, da ne gre skozi za zaslužkom nekega umetnika. Tam sem imel pa dejansko 40 kvadratov samo ateljeja, pa še stanovanje, kar je tako. Nisem da še v lifeu imel tako velikega ateljeja, pa tudi ne vem, če ga še kdaj imel. Sploh glede na to, da so 4 metri visoki stropi, tako kar impresiv. Všeč ti je bilo, da sem A si izkoristil te 4 metre visoke stropove ali si sam zjavil v njih? Ja, ful sem izkoristil te 4 metre visoke stropove, zato ker moja luč v ateljeju je končvala svojo življenjsko dobo, ta halogenka gor, in je začela mrkati in jaz nisem mogel živeti s tem mrkanjem in potem sem prosil, če mi zamenjajo luč in potem je prišla producentka za tisto ful visoko lojtro na 4 metre gor in zamenjevala. Je bilo v bistvu ful empowering. Pol je ona zamenjevala, ne ti? Ja, Ti si sam gledal. To je bilo samo vse, kar sem izkoristil od tega, da sem čakal tam, da se mi zamenja luč. Wow. Ja, ne, mislim, da studio v svoji polni moči nisem niti izkoristil, ker na koncu tisto delo, zaradi česa sem tudi ostal, to savno, ki sem jo zgradil, nisem gradil v studio, ampak sem jo gradil v enem od teh skupnih WC-ev oziroma ne WC-ev oziroma tušev. V bistvu tako, da je pol moj studio ratov bolj kot ne samo skladišče za orodje. Torej razloži, how does one build a sauna as an art project? Kako to narediš kot art project, ali kako je sploh zgradiš? Oboje. V bistvu, Ker vsi vemo, da zdaj v resnici boš presedla v biznis in se začel ukvarjati z izdelavo in prodajo custom-made domačih slovenskih saun. ja, No, ne finskih, savne, ampak- DO, že odpiram. Ne, mislim, če kdo rabi, da mu zgradim savno, za cash ni panike. Ne, drugače, jaz sem šel v Meat Factory v bistvu z 2 krovnimi projekti gor. Eno stvar, ki sem šel delati, je, ker sem si želel vzeti cajt v času rezidence, je to, da se bi lotil svojih sitotiskov, ker pač nimam svojega prostora, kjer bi to delal. Torej prvoten plan so bili sitotiski. Sitotiski in v bistvu ta nek community directed art oziroma proti skupnosti usmerjena umetnost, ker se gre za to, da ne vem, skupaj pečeš kruh ali pa narediš na večerjo z drugimi artisti oziroma z drugimi ljudmi ali pa na splošno grajenje skupnosti, no tako drugače, tudi kakšno, ne vem, zadevo popraviti, ker vidiš, da nekaj ne štima tam. Tako neke geste, ki doprinesejo k prostoru. Tako da v bistvu po mojem, da bi to savno najlažje umestili v ta del tega skupnostnega arta oziroma umetnosti, ki se odziva na skupnost. Namreč Meat Factory ima zdaj že letos prvič, ali mogoče že drugo leto, so začeli z ciklom rezidenc, ki so jih dali pod krovno ime Sauna Residency. Zdaj to, da so Sauna Residency, je bolj slučaj, ker ni bil point v saunah, ampak je bil bolj point v temu, v umetnosti, ki se ukvarja z wellnessom na splošno oziroma z dobrobitom osebe oziroma art, ki gleda na to, kako skrbiš sam zase v smislu zdravja in vsega. No in ena od umetnic, ki je bila na rezidenci, Poljakina, Karolina Melnicka, je prišla prav na to savno rezidenco. Ona se ukvarja z več stvarmi, med drugim tudi s teklom, ampak prijavila se pač prav na to savno rezidenco in zato je tudi razmišljala, da bi nekaj delala v bistvu za savno oziroma smo se na enem od teh naših coffee hours, ki se dogaja ob torkih, dobili in sprašvala je eno od kuratork in producent, kako bi ona pač prišla do neke savne, da bi se sposodila, da bi šli nekam ali kakorkoli. In jaz sem gladko v tistem komentiral, ne, da savno se da vedno narediti. Eno je, da pač savna se da narediti iz česarkoli, lahko je tudi v sam šotoru in pač važno, da je pač nek vroč plac. Drugo je pa, da tudi vem za eno izkušnjo, ko so prišli eni Finci v Slovenijo, mislim, da ali k Poligonu, ali prišli so Slovenci
na nek festival v Slovenijo in kaj je bila Finci. in kaj je bila ta prva stvar, ki so naredili, treba je bilo postaviti savno in takrat so naredili tisto savno z neko navadno pečijo za kruh domačo, nafukali in da čim bolj greje. Seveda se je pol ta peč zjebala, ampak tisti en teden ni delala. Tako da moja prvotni plan je bil, naredimo savno, dajmo narediti nekaj v izi z recikliranega materiala zunaj, pač postavimo neko manjšo sobo, pokupimo nek poceni gašperček na nekem bolšjaku ali kaj takega, nekaj sem jih že uočil v izi, tako za 2-3 osebe, da se mogoče usedejo tako, da se malo pogreješ pa prešvicaš. Se pa pač se rekel, sem tako malo porinil ta projekt kot idejo naprej in se je dejansko primilo. In zgleda, da so že imeli nekajkrat idejo, da bi oni imeli savno, so že neke ideje, kje bi ta savna bila. Tako da na koncu se je to prelevilo iz tega, da to ni več zunanja savna, ampak je notranja savna, da to ne bo več za 3 osebe, ampak bila je želja, da bi bilo vsaj za 6 oseb. Tako da se je to začelo potem spreminjati v zmeri bolj kompleksen in zmeri bolj proper obliko. Potem seveda, ker je to notranja savna, ampak ne zunanja savna, ne bomo imeli več na drva, ampak bo treba prinesti elektriko, to prinese za sabo ful enih stvari. Treba je uračunati, kako to peč za elektriko ukomponirati, koliko lahko sploh kilovatov si privoščiš. Čim vzameš, več kot 4,5 kilovate, računaš na trofazno elektriko, še dobro, da v Midfactory, ki je bila včasih fabrika stekla, imajo trofazno elektriko po bajti, tako da to se je pol dal narediti. Pol je šlo step by step, korak za korakom. In koliko ljudi vas je gradili to skupaj? V bistvu jaz sem nekako vodil cel proces, tudi kako nekako bo konstrukcija narejena, kako se bo stvari sestavilo skupaj. Jaz sem tudi dejansko gradil, pač res ročno delo za pač vse, kar je bilo. Pol so mi pa dobili še v bistvu na začetku projekta še 2 pomagača, Mateja Pokornja pa Stan Baranski. Stan je Poljak, Matej pa Čeh. Ker sem imel oba, je bilo super, je šlo kar hitro, pol so bila ostala, pa v bistvu Stan je mogel nazaj na Poljsko. Pol sem imel pa sam še Mateja, tako da se v bistvu malo bolj počasi šlo kot stremeno, pač vseeno se pozna, da imaš en par rok manj. So pa pol v bistvu Matej imel tudi druge stvari na svojem krožniku, druga dela, tako da sem potem v bistvu samo v tistih 3 tednih, kar sem pač ustvarjal savno, so se pol v bistvu zvrstili še drugi rezidenti, med tem Mark von Rosenthal, pa Nora Sardi in Stah Šumski, ne vem, ko izgovarjajo Poljaki, SZ. Tako da je v bistvu bilo kar na koncu dosti ljudi pomagalo, vsaj pač en dan ali neki, tudi tako da se dejansko ima več ljudi ownership iz vidika dela. Je bilo kar zanimivo, zato ker bo treba pač določene stvari še ugotoviti. To je bila tudi prva savna, ki sem jo naredil. Seveda to bo tudi najbolj pogosto vprašanje, ko smo imeli Open Studios, ko smo imeli spraševali, se je že kdaj delal? Ne, prej savna, tako, ne. No, ampak jaz sem videla fotko te savne in to izgleda tako proper savna, taka z lesom, lepo. Ni toliko težko nekaj zgraditi. Hočem reči, da ni ena random soba s plehom ovita, pa neka improvizoriš vrata, pa vse to, ampak da je dejansko proper zgrajen. Se v bistvu ideja bila, da se naredi iz recikliranega materiala, kar je možno. Ko smo se pogovarjali okoli te savne, so prišli pomisleki glede uporabljanja lepljenega lesa za notranjost, zaradi hlapov in vsega tega, da na koncu nočeš biti v nekem toksičnem prostoru, ko greš v savno. Tako da smo prišli do tega, da se je naredilo zunanjost iz recikliranega materiala, pol je pa itak vmes izolacija, notranji material je pa bil v bistvu vse narejeni iz kupljenega lesa, novega. V bistvu tla, stene in strop so narejeni iz ladijskega poda, topol, in tudi v bistvu klopi so narejene iz topola, sam ne iz ladijskega poda, ampak iz takih že prednarejenih v bistvu, da se da kupiti lepe deske, lepo, res gladke, mehke, tako da prijetne za sedeti na njih. Tako da se z tistega se v bistvu kot gradniku da dosti hitro sestaviti prostor. Seveda pač treba malo razmisliti, kako in kaj, da se naredi klopi in vse. Ampak notranjost je taka, kot da bi prišel v komercialno savno, zunanjost je pa z namenom tudi narejeno, da se jasno vidi, da je
iz recikliranega materiala oziroma iz recikliranega lesa, ki smo ga v veliki meri dobili iz anonimnega vira. Uradno ne bi smeli tega dobiti. Po zakonodaji ne smejo oddajati lesa, ki ga ne uporabijo, pa ga morajo pač sežgati. Ja, to so pravila, zato da ne bi bilo slučajno korupcije in podobnega. Je razumljivo, pač gre za javno inštitucijo, ki ima neko odgovornost, da uporablja denar odgovorno. V tem primeru je dejansko šlo za kose lesa, ki jih tudi sami ne bi uporabljali, mi šli na sežig in so jih odpisali in nam jih prepustili, da je ratalo nekaj novega, kar je iz vidika trajnosti super, iz vidika pravnega pa malo manj, ampak najbrž noben ne bo vedel, zakaj se gre. Kar se tiče sprobati savno, tukaj je bil en mini problem, že tako sem mogel podaljševati, zato ker sem čakal, da bo prišla elektrika, da mi bojo elektriko pripeljali, pa da mi bojo nabavili kable in vse te stvari in to se je malo zavlačevalo, tako da jaz sem prvotno mogel biti 2 meseca, pa sem enkrat podaljšal, pa pol sem še enkrat podaljšal, pa mislim, da sem še enkrat podaljšal, pač za par dni in na koncu se je izkazalo, da ko sem jaz praktično že vse zaključil, so še vedno zavlačevali s to elektriko in z omarco in z vsem, tako da se je priklop zgodil dejansko par dni zatem, ko sem jaz šel. Tako da v bistvu ne veš, mogoče je bil kratek stik in je vse zgorelo. Ne, vem, so mi povedali, so že sprobali, 15. je bil tudi ali bo uradni zagon savne. Jaz se pa potem še februarja vračam, tako da so me povabili še za en mesec februarja gor in bom v bistvu 2 performansa splaniram za tisti cajt. Enega, ki sem ga mislil tako narediti, pa ni ratal in enega, ki ga moram še razviti, ampak verjetno bo vključeval savno v neki obliki. Tako da v bistvu tisti sitotiski čist brez veze, trivialni. Ne, tisti sitotiski so se tudi dogajali, žal zadnje 3 tedne dosti manj, ker je res savno požrla ves moj cajt. A pa imajo poloni svojo to grafično celo delavnico, vse stroje, pač barve, vse si imel tam ali si mogel kaj sam si? To je bilo tudi ta zanimiv del tega sitotiska, je to, da v resnici oni niso imeli nobenega prostora za sitotisk, ko sem jaz prišel in smo se, preden sem jaz prišel, pogovarjali o možnosti, da bi mi zrihtali, možnost, da bi delal na kakšni univerzi ali kje tako, ker imajo pač sitotiskalnico. Ampak v resnici se je pač nek plac v Meat Factory, ki je nekoč bil trgovinca, še predtem pa ali je bil to bike shop. Ja, mislim, da trgovina za kolesa, ker so tudi popravljali kolesa. Tisti plac se je spraznil, vmes je bila še galerija, zdaj je pa ratal v bistvu prostor za sitotisk in se je v bistvu opremljal in v času, ko sem bil jaz tam, uradno se je odprl, mislim, da 5. novembra. Ja, mislim, da 5. novembra. Jaz sem pa v bistvu tam delal. Remember. Ne, jaz sem dejansko, ko se je opremljal prostor in ko se je pripravljalo, sem jaz z Gabrielo Milford, z Gabi. No in sem dejansko bil zraven pri tem, ko se je plac še urejal. In moram reči, da je bilo ful fajn, zato ker to pomeni, da sem imel sita, ki se niso še nikoli v lifeu videla, ne emulzije, ne barve, tako čisto nova. In da sem lahko tudi, zato ker sem edini tam tiskal, sem imel tako enih 6-7 sit istočasno osvetljenih. To pomeni, da si delal multikolor in si zdaj profi v sitotisku. Ja, profi sem v tem, da ugotoviš, kako narediti registracijo, ko si tako v zelo punk prostoru še. In kakšen sitotisk si delal? Neke abstraktne barvne pizdarije. Ja, ampak stvar je, da to je projekt, ki sem si ga želel delati že kar, ne vem, po mojem 5 let. Izhaja iz nekih skenov starih filmov, na kar se meni pač spomnil takrat moj skener, da pač za nekih 6 skenov bo pa on rekel, da on ne zna skenirati in bo naredil ful neke čudne errorje, ki so res bili zanimivi in jaz sem te errorje potem v bistvu shranil, takrat jih nisem zbrisal. Skener pred tem in zatem dela normalno. To je bilo edinkrat, tako da niti ne moram ponoviti teh errorjev, ker ne vem, kako so se zgodili, ampak jaz sem te errorje vzel in jih v bistvu reinterpretiral na nove lerije z barvami, ker originalno so črno-beli oziroma samo sivine, dosti nezanimivi iz tega nekega estetskega vidika, tako da sem jih želel iz tega izhajati in ugotoviti, kaj se da narediti. Pol sem to kombiniral še z 2 drugimi svojimi deli, torej z Locations pa z Couples with Dogs. S tem, da Couples with Dogs
je za zdaj tudi ostal samo še v ideji, ne v tisku. Tako da imam še dela tudi s temi sitotiski, ena serija niti ni zaključena, manjka še en sloj. To, ko se vrneš februarja na Češko, bo to tudi kaj razstavljeno, ali to je zdaj? Šlo je malo na poslanski tir, moram še zaključiti, podpisati in vse, nekih moram še nesti nazaj, mogoče mi rata zdaj v tem mesecu, naslednjem mesecu v Ljubljani, kaj stiska, čekam še plan, tako da bomo videli. Koliko pa je velika ta Meat Factory? Huge. Koliko je to ljudi? Koliko vas je bilo rezidentov oziroma umetnikov, ki ste tam imeli bivalni atelje in ste skupaj delali? Ko nas je bilo največ, torej, mislim, zgoraj je nekih vsaj 10 ateljejev mora biti. Niso bili niti vsi Ampak polni. tako ala švicarija ali tako ala cela tobačna? Vmes. Tobačna, če gledaš cela je huge. Vseeno gre za tovarno, tako. Pač oni imajo tam noter plac, imajo oder za koncerte, tako, kar lepo velik. Pol imajo še za teater, pol imajo kar veliko galerijo, to je samo v spodnjem štuku. Imaš nekaj delovnih prostorov, pa imajo pa zgornje štuke v bistvu namenjene rezidentom prvi in pol je še drugi štuk, kjer so pa v bistvu pisarne. Tako da v bistvu kar huge zadevano. V resnici je gor še nekaj ateljejev stalnih artistov, ki so namenjeni lokalcem. Samo do tistega mi nismo imeli dostop, da bi točno vedel, kdo je tam, kaj je tam. Ja, ni majhno, no, kar obsežna zadeva. Glede na to, da je bil moj studio 40 kvadratov, pa ni največji, so kar prostorne stvari. Mislim, da največji studio je 100 kvadratov, ki je bil jih zraven mene. Je pa zato malo izven mesta, tako da nisi kao po full centru, ne moreš kar upast dol in nimaš niti trgovine blizu, ne nič. Mislim, imaš blizu, ma ne tako blizu, da bi šel peš. Torej, overall izkušnja ti je bilo všeč in bi šel še nazaj tja. Ja, super. Si se pravilno odločil za prijavo na to rezidenco. Ja. Kaj pa bi ocenil, da je bilo tam recimo drugač v oziru do rezidence, ki si jih že dal čez? Ma še nisem dal po rezidenci čez, to je bila moja prva. Živel si na Finskem full časa, to je basically rezidenca. Ok. Kaj je bilo drugače tu napram, ne vem, Finski recimo? What is the specific of the Czech Meat Factory and the people and the working? Ja, mislim, ful posebno in drugače pri Meat Factory je to, da vse koncerte, ki se tam dogajajo, greš lahko zastojn. Zakaj se ti zdi, da so rezidence fajn stvar? Ločeno zastojn koncert. Ja, se normalno nimaš koncertov na rezidencah, to je specifika Meat Factoryja. Edino, kar je mogoče tako weird za biti, oziroma je nekaj, kar si človek ne predstavlja, ker ta Meat Factory stoji direkt zraven železniških tirov, tako je kar upadnica tam, 5 stanovanj je v bistvu takoj zraven tega Meat Factoryja, tako da v bistvu spiš in te tako vlaki malo stresejo kdaj. Ampak ja, vse se navadiš sam, na začetku je pa res weird. Kaj si obetaš od te rezidence zdaj? Ja, zdaj moram malo premisliti. Slavo in denar. Tako, slavo in denar, med in mleko. Obetam si, da bo mogoče ta naveza, s katero sem si jo naredil in z rezidenti in z ljudmi v Meat Factory se še nadaljevala. Pač folk v MF-u je bil res fajn. Tako da upam, da mogoče še kaj rata iz tega kasneje. In še milijon nadaljnih rezidenc, kot sem slišala včeraj. Ja, nadajam se, mislim pač jaz se bom še prijavljal na rezidence, zdaj smo tudi eno s kolegom dobili v Nemčiji, v Hale, prek EMAP-a. To bo tudi intenzivno delo, zato ker gre za nek projekt, ki zahteva kar dost stvari, pa verjetno ne bo niti končano v času rezidence. Tako da bomo videli, no. Ti povem več, ko pridem junija nazaj. Glede na to, da si bil 3 mesece na Češkem, si ogledal kakšno zanimivo razstavo oziroma pokonzumiral art, mora biti celo od svojih sosedov. Ti ciljaš prav na to. Ja, sem pokonzumiral dejansko art, sploh je bil takrat Art Prague Week, tako da takrat sem šel na več razstav. Art Pride Week. Prague Art Week. Prague Art Week. No, vse to, kar imamo tudi v Ljubljani zdaj. Sam pač za Prago. Ampak pri nas traja sam za vikend, mislim, kao za vikend, a kle je pa week, kle je cel teden. Nisem šel sam en dan, tako da ne vem. Dejansko sem bil kar malo overwhelmed od vsega, tako da sem marsičem samo sledil čredi in šel. Nisem imel energije za to, da bi se prav full ogledal, kaj se dogaja. In kaj si kaj videl? Razmišljam, mislim, na Art Week Prague. Ja, Maruša Sagadin je bila recimo, kar je bilo full ok, to sem videl v Ljubljani, zdaj vidim drugač. Ni prav neke blazne razlike bilo z vidiku
končnega produkta. Seveda je bila postavitev drugačna, prostor je bil drugačen, ampak efekt je bil dosti podoben. Tiste njene skulpture. Sej pač, če rečeš Maruša Sagadin, kaj je ta Cold Fit, ali kaj je že bilo v Ljubljani? Ne spravljati najnih poslušalcev v zadrego, ki bodo mogli googlati potihoma. Ne, se to bomo vse mi dol priskrbeli, tako da mogoče to epizodo najprej linke pogledati, pa poslušati. Take abstraktne skulpture dela v bistvu, ki delujejo malo popiš zaradi barov. Kako da bi rekel pop art, samo abstrakten. Ne vem, mogoče od tega Art Week Prague mi je bil še v bistvu všeč delo te Jindriška Jaburkova, nimam pojma, kako se to pravilno izgovori, Endless Flow, ona je, mislim, da je ona, upam. V bistvu instalacija oziroma skulptura, ki je nekako prostorsko umeščena, ima pa, v bistvu mi je bilo všeč, zato ker sem jo potem kasneje videl še na eni drugi razstavi z enim drugim delom in tako vidiš, da je ona, čeprav je drugačno delo. Tako dosti subtilne stvari, tako materialne. Tudi simpatično postavljeno, par skritih stvari, ki moraš pač ne smeš biti preveč nepozoren, če ne mogoče sfališ. Lušno zadeva, no. Ampak od vsega, kar sem videl na koncu dneva, weirdly enough, mogoče je bil še najbolj presenečen nad neko full klasično razstavo iz Narodne galerije oziroma v Trade Fair Palace od Narodne galerije, ki je bil Watercolor between Prague and Vienna. Je šlo v bistvu za zelo klasično stare stvari, 1700, 1600. Ampak full dobra razstava, kakor je bila klasična, lepo v sklope razdeljeno, zelo lahko berljiva, brez da bi se človek preveč trudil si gledati razstavo, ti je bilo vse jasno, da lepo si se sprehodil, videl si, kako so se stvari uporabljale, spreminjale, kaj so ljudje delali, kako se je slog razvijal, so dali tudi sekcijo, kaj so ženske počele v tistem cajtu, zato ker pač načeloma je to bilo pozabljeno skozi zgodovino, tako da si je potem to mogel biti svoj sklop. Meni je bila v bistvu tako, nisem toliko od teh umetnosti, ampak mi je bil pa ful huda razstava. Kljub temu, da je bilo res klasično, pa nobene neke drastične postavitve ali karkoli. Čak, in to je bilo del Art Week? Ne, to pravim, da ni bilo Aha. del. To so te druge stvari, ki sem jih bolj še videl. To, kar je pa bilo v Art Week Praga, je pa kaj v ful večjih različnih galerijah. Smo šli Ja, po pogledat? celem To so mestu bili je to, kakšni te tako art pač. walki ali Ne, mi smo kar sami si samoorganizirano? naredili nek seznam, kam ciljamo in smo šli pač čez teh nekih galerij. Tako je bilo par simpatičnih stvari, ene stvari so bile bolj tako kaj, ene stvari so bile ene stvari so bile po drugi stvari pa tudi stvar, da jaz dejansko v celem tem praškem momentu nisem imel toliko energije, da bi se vse razstave res poglobil. Tako da mi je v bistvu, še zato moram reči, da mi je bil v bistvu ta watercolor toliko bolj zanimiv, zato ker, jaz sem si pogledal celo razstavo, ampak nisem si povzel to res tisti cajt, ki bi si ga človek normalno mogel vzeti za tako obsežno razstavo. Pa mi je vseeno bilo ful jasno. Zdaj je ful prehvalil tega. Moramo odtegati nujno kuratorca Petro Kolarovo, da dobim plus točkice. V bistvu art scena tako se mi zdi kar dost razvita, veliko se dogaja, po mojem, če bi si človek vzel res čas in željo, da bi šel čez stvari, Kaj je pa marsikaj to? za videti. Češki Dungeons and Dragons. Ja, to pa je tak. Zdaj gremo iz stran od umetnosti, ali kako. Matej, s katerim sva delala, ki mi je pomagal pri grajenju savne, so se malo pogovarjala in ne vem, kako je prišla beseda na Dungeons and Dragons in pol mi je povedal, da pač obstaja češki Dungeons and Dragons, ki so pač neki ful zanesenjaki na češkem, vzeli pravila od Dungeons and Dragons, jih malo predrugačili in naredili nova pravila, ki so malo bolj poenostavljena. Mislim, da celo lahko vse igra samo z kocko od 6, tako da je še malo lažje. Rekel, da je ful večji poudarek na roleplayu in manj na tem chance in pravilih, da gre bolj za to, kako se ti imagination, help, Domišljija. kako svojo domišljijo rešiš kakšne probleme in manj s tem, kako pač, ne vem, neke spel in to uporabljaš. In so naredili takrat pravila, ki so tako narejena, da jih lahko apliciraš na vse Dungeons and Dragons, v bistvu kampanje sočasno, pa so naredili tudi svet, ki je
bolj osnovan na slovanski mitologiji. Tako da je bilo ful zanimivo. Jaz sem to mislil, da so to naredili tako in so izdali te pravila nekje na internetu, ne, potem je mi prinesel knjigo, to so dejansko takrat že kar pred leti naredili. In to so bile izdane knjige, prav tako kot so Dungeons and Dragons, vse z ilustracijami hudimi, tako kot Dungeons and Dragons, ki je nek Čeh tudi ilustriral. In tudi je prišlo v revisionih, imaš tako version 1, 1.1, tako res crazy. Jaz sem vedel, da sploh je še kje taka želja potem, da se naredi vse. Ta pravila so sicer samo v češčini, tako da če ne znaš češko, ne veš, tako da niso tako daljnosežna kot recimo Dungeons and Dragons, ampak samo dejstvo, da obstaja in da se je skupina ljudi dala skupaj in to naredila in razvijala in še razvija, je res fantastično. Mislim, da se reče Dračji dolp ali nekaj tacga. Ja. Vse tudi imaš Wikipedia entry in vse. Ni tako neznano, mogoče je bilo samo meni neznano, ampak meni je bilo simpatična stvar, ki jo spoznaš, ki mogoče ne bi niti vedel, če ne bi nekoga tako srečal. A si zdaj zadovoljna z mojim koncem? Ti moram še kaj povedati. A se je še kaj zgodilo? Zdaj se je kaj zgodilo. Ful piva je bilo gor. Pa napolitank. Ja, oni imajo ful napolitank. Pa pol imaš tudi to, da ko greš ven na pivo, ni tako kot pri nas, da nimaš nič za prigrizati, ampak lahko kaj naročiš, pa še kaj zraven poješ. Kar je pač velik manjko v Sloveniji, žal. Pa se prines tudi imajo zdaj to. Prinesajo ti čipsek pa take stvari. Ja, wow, če imaš srečo. Ja. In če si všeč kelnerju. No. A ti nisi všeč kelnerjem? Ja, kdaj ne, kot pride. A ti si pa vsem všeč. Pa skozi dobiš čipse, a tudi ob kavi. Ne, jaz nikoli ne dobim čipsa. Ja, ne, jaz, če bo se kdo kdaj odločil od ljudi, ki dela umetnost, da bi šel na rezidenco, lahko rečem, da to toplo priporočam. To je pač ta suma sumarum. Ful je fajn tudi, če imaš, ki spoznaš ljudi iz naokolja od sveta, imaš ful perspektiv spet, tako da ja, super. Obvezen, hvala MGLC-ju, ki je to omogočil, ker so zaradi mojega statusa in vsega se pač malo zavlekali, tudi zaradi glede plačila in vsega tega in so bili ful ustrežljivi, tako da so počakali. Dobro, vse je res, da sem tudi jaz miril, da meni ni panika, če ne dobim denarja vnaprej, ampak zelo so bili ne samo korektni, ampak prijazni, kar se tega tiče in ustrežljivi. Tako da ni bil sploh noben problem, da so počakali, da se je moj status reaktiviral, pa vse te stvari. Kar je v bistvu ful pomembno, da se lahko tudi tako s poslovnim partnerjem kaj zmeniš. Cool. A zdaj bomo šli malo v Koreji, ker zdaj ta češko-korejska naveza. Ja, ki jo jaz ne morem zares bolj smut povezati, ampak... To je bilo super smut, bateri smut. Let's get over it. Za unih pol človeka, ki jih zanima vzhodna Azija. Češka pa ful bolj zanimiv plac. Ja, se mi zdi, da je to bliže ljudem, ne? Vse je logično. Mislim, seveda je bliže. Ja? Mislim, tudi tako bliže, by heart. Ja, ne vem. Jaz mislim, da ful ljudi so tako zdaj spostili K-pop in Korean drama. Glede na to, da je po mnogih informacijah Južna Koreja oziroma Seul najbolj hotspot za sodobno umetnost, je to pač tako veliko mesto, da na neki točki porabiš cel dan, da si ogledaš 3 galerije, ker prvič se furaš na drug konc Seula, ki je sicer še zmeraj središče mesta, ne, ampak se podzemno voziš 45 minut, ker je pač toliko huge. In drugič, ker je toliko velik video del, vsaj kakor sem jaz uspela trofant, da preden si ti vsa ta video pogledaš, moš vmes 2-krat na kavo pa na kosilo in ti vzame cel dan. Tako da v vsakem primeru ta moj obisk Južne Koreje ni bil business trip in kot mi je pač osebno odgovarjalo, pač nisem rinila v preveliko število galerij in sem na podlagi napovednikov, pa tudi tega, kako dobro je imela kakšna galerija, spletno stran ali pa Instagram urejen, naredila neki izbor. Tako da pri tem mi je pomagala kolegica od tvoje kolegice iz Finske, ki... Ne, ni iz Finske, to je kolegica. Kolegica iz Finske, ki je Južnokorejka, ki ima kolegico Južnokorejko, ki je ti ne... fuck off. 2 kolegice imam iz Južne Koreje. Rekel si, da ena ni toliko kolegica. Ja, ta, s katero se ti... Eno vse, ker je kolegica od une kolegice. Ne, zato, ker smo se spoznali, ko sem bil v Nottinghamu, ko smo razstavljali na istem placu in smo se pač videli takrat za tisti en teden. Anyway, ena Južnokorejka, ki je artist in pozna sceno vsaj do neke mere,
mi je pa svetovala oziroma predlagala par bolj takih neodvisnih malih galerij, kakor da bi, ne vem, tukaj v Ljubljani predlagala Alcatraz ali pa Se jo lahko pa 74. omeniš. Ukvarja se s keramiko drugače. No, torej, Bomo poleg dali tudi njetinstvo Poleg od teh spodaj, da bo galerij, lahko še. ki jih bom omenila, sem pa v bistvu skorajšnji dolžnosti šla tudi v ta osrednji muzej sodobne umetnosti v Seulu, ki se imenuje MMCA National Museum of Modern and Contemporary Art Korea, ki je pač huge in je več razstav noter, ki se hkrati odvijajo. Ena od zanimivih stvari je v kletnih prostorih so imeli zdaj Korea Artist Prize Program 2023, kjer je v bistvu bilo več samostojnih manjših razstav umetnikov, ki so v tem zadnjem letu pač bili prejemniki te omembe oziroma nagrade. In recimo izpostavila bi v bistvu sam trino, ker tega je res veliko. In sicer prvi je Kang Sung Lee, ki je v bistvu nekako tak multimedia artist in najbolj so me impresionirala njegova videodela. Spet, v bistvu on se ukvarja s queer zgodovino v odnosu do Azije, kjer je zadeva še zmeraj dosti kočljiva in je imel 2 videa, kjer je v bistvu bil fokus ples. Tak cool sodobni ples z veliko bleščic in veliko drame in veliko volganja in z dosti intens muziko. Zdi se mi tudi mogoče pomembno omeniti, da te prostori so res ogromni in dobro dodelani in pač to so neke veliko budžetne zadeve. To je pač ogromna hala, kjer je noter bil sam en video v čisti temi predvajan, v katerem sem jaz bila 20 minut sama, zato ker vsi ostali Korejci, ki so prišli pokukati noter in videli enega fabulous modela, ki tam dansa na tehno, so pač sam šli stran. Ta drug model je Byung-Jung Kwon, ki je v bistvu se ukvarja dosti z glasbo, ta umetnik, kar je bilo na razstavi, taka velika soba je bila in so noter bili taki roboti, ki so se premikali po prostoru na zelo tak zanimiv način, iz nekih lojter narejeni, pa tako kao mal antropomorfni, ampak ne zares. In potem so ti na vhodu dali slušalke in ko si ti se premikal po prostoru, se je zvok spreminjal glede na to, kje si bil. In kar je bilo meni ful zanimivo je, da je dejansko vse delal, nad se ni pokvarjal, nič ni štekal in tiste izmenjave tistih slušalk so ful dobro funkcionirale. Si prišla v galerijo in je vse delal. Ja, vse je delal. Povsod je vse delal. Ampak To je ta tudi LG zato, Money. drugače Samsung Money, ampak Samsung Money. to je tudi zato, ker imajo oni tam zaposlenega tako po 2 človeka na posamezno to malo samostojno razstavo. Te ljudje niso študenti, ampak so neki redni zaposleni tam, ki so v maniri južnokorejske kulture zelo pač pozorni in skozi napreži, da pomagajo in rešujejo zadeve. Samsung Money torej. Tudi na vsakem vhodu imaš ti pač človeka, mislim, imaš sicer napravo, kjer se skeniraš, ker tam je vse avtomatiziran, ne? Ampak imaš človeka, ki tam te prijazno pozdravi in ti sugestira, izvoli naprej, pa zraven še pač počekira, če si se ti počekiral. Ja, jaz vem, da kroži tako v art sceni, da LG da ful denarja za umetnost, ne? Tako da če rabiš, da je televizijo, rečeš LG-ov, ima mogoče je zdaj Samsung, da Mislim, sej te glavni čeboli v Južni Koreji, ne, torej te company, ki se v glavnem ukvarjajo s tehnologijo, ampak imajo v resnici pod sabo tudi še šole, univerzitete, bolnice in vse ostalo, so med drugim tudi glavni sofinancerji, ker so pač tako povezani z državo. Ne. Okay, če grem zdaj naprej, pol je pa še ena umetnica Kang Sung Lee, ki se v bistvu ukvarja z raziskovanjem posameznih muzejev in sodeluje z muzeji v Londonu in je imela take zanimive zadeve kot, ne vem, če bi vzela ta tip kamna, iz katerega je narejen ta sarkofag, ki je v londonskem muzeju, koliko časa bi trajalo, da bi se plesen naredila na njemu in pol ona naredi neke pogoje, da se pač ta plesen razvije in so take zanimive stvari noter. Tako da to je bilo nekaj tazga zanimivega. Potem drug del je bil imenovan Back to the Future, an exploration of contemporarity in Korean contemporary art, kjer je v bistvu, to je neka taka napol stalna postavitev, kjer so predstavljeni korejski umetniki, ki so delovali od 1980 do 2010 recimo, njihova dela, ampak gre pa za dela, ki jih je muzej kupil med leti 18 in 22 v resnici in bi v bistvu izpostavila samo eno delo od Bach Yisota,
narejeno v 1994, ki se mi je zdelo, da tako ful lepo povzame celoten Kupljen je 2022. strani muzeja. Ja. Ja, okay, Mislim, dodano v njihovo stalno zbirko. Ja, prav. No, gre pa v bistvu za tako instalacijo, bejzbolski taki, ki je namočen noter v sojino omako. In v bistvu tako sam, pač to je taka... Mogoče tle fajn dodati, da bejzbol je kar big in Korija. Ja, no sej tukaj gre za najbolj možno direktno asociacijo na to, kako je ameriška popularna kultura ali pa mislim, nasplošno Amerika integrirana v južnokorejsko kulturo, zgodovino in način razmišljanja, ampak ne za način, da so oni zdaj ameriški, ker pač imajo neke svoje te zadeve, ki so še zmer zelo vzhodnoazijske in zelo specifične za Južno Korejo. Hence sojina omaka, ki sicer bi po moje, mislim, ne vem, če bi nam učili taki v kimči noter, ne, to bi bilo intens. Mislim, da tukaj ta sojina omaka in glede na to, kako so različne te sojine omake in glede na to, da je korejska sojina omaka je drugačna in se v drugačen način uporablja, kot recimo japonska. To je pač njihova. Zdaj zato, ker imajo oni... To si zdaj ful poetično povedal, pač sojina omaka je tam sam sojina omaka, pač fuck it, it's all over the place. To je tako, kot da bi rekel, da ne vem, kislo zelje ni naša, zato ker ga imajo tudi Nemci. Ok, ja, ampak tako bolj bi bilo carsko, če bi dejansko v kimči namočili ta kija, ne? Ja, mogoče pa niso bili hoteli biti to kondenos, ne? Ja, no, v glavnem, ta pis se mi je zdaj tak zanimiv in je tako pač, ja, this is Korea. To, drugač pa jaz spet ful video del, ful nekih projekcij. Pol je bila pa še ena ful zanimiva, kjer se je tudi ta production value videl in sicer se zadeva imenuje Hyundai Motor Series 2023. Projekt, kjer je predstavljena diaspora korejska v Mehiki in del prebivalstva korejskega, ki živi na Japonskem. In je v bistvu nekako cela razstava sestavljena iz primerjav, kaj zdaj te Korejci korejskega počnejo v Mehiki in obratno. In je v bistvu taka najbolj zanimiva stvar je v eni taki ogromni hali, kjer je milijon teh džabus po tleh, torej tam je folk ležal, spal in gledal. Džabus. Česa? To so te vreče, na katere se usedeš. Tipo džabuza. Slimboy. Beanbag. Ja, beanbag, ja. No. Fatboy, ogromna zadeva, Džabus. Kjer je v bistvu trokanalna instalacija, na katerem se na enem videu predvaja pansori. Pansori je tradicionalna korejska performativna glasbena umetnost, kjer gre v bistvu za enega, ki igra boben in za enega, ki poje. Ponavadi poje ženska, boben igra moški in je sam zelo safer in zelo glasno. Potem na enem videu je bil kabuki japonski in na tretjem videu mehiški band, ki ga poje. In je v bistvu nekako potem preklapla med temi tremi videi na veliko platno in v bistvu gre za nekako primerjavo teh nekih kao tradicionalnih glasbenih nastopov s strani Korejcev, ki pač živijo eni v Koreji, eni na Japonskem in eni v Mehiki. Pač, ampak glavna stvar, ki se mi je zdela fascinantna, je, koliko je to bila velika stvar in je v bistvu tako, folk je tam bil po več ur noter. Ne? V bistvu me je zelo spominjal na kakšno zadevo, ki bi jo videl na Beneškem bienalu, naprimer. To me je kar fasciniralo. Drugač pa ogromen muzej, pač tam sem bila noter cel dan in to te res izčrpa. Pol na koncu pač ne moreš več normalno konzumirati pa brati, kaj šele, da bi si kaj zapomnil. Tako da ena mogoče potem malo manj contemporary stvar je bila retrospektiva umetnika Chang Uchina. Umetnik, ki je živel med 1917 in 1990, pač za neko tipično retrospektivo v njegovo celotno življenjsko delo. Gre pa v bistvu za enega od glavnih predstavnikov korejskega modernizma, ki je v glavnem slikal neko periferijo, pa živali, pa tako luna, sonce, drevesa, tako zelo minimalistično, mestoma naivno. Zelo take cute, zanimive stvari, dosti majhnih formatov, vmes tudi kaligrafija, pa poslikava keramike, pa tako, ampak v glavnem slikarstvo. Razen, ko je med vojno korejsko, v 50-ih bil v Busanu, ki je bilo edino mesto, ki ni bilo zavzeto strani Severne Koreje. Ko je pa tam živel, pa je v bistvu upodabljal tudi mesta, ampak na tak zelo, veš, tam specifičen način, ko je v bistvu celotno platno, recimo na celotnem platnu upodobljeno polje, pa recimo ena kravica, polje pa čist na vrhu, na horizontu, je pa tako, kot da bi neko
favelo noter na tlaču. Tako zelo vizualno prijetna dela, no, in tudi tukaj to je bilo v bistvu razstavljeno zraven neke palače, je ta muzej. In je bilo res ful veliko Korejcev noterno. Tako da je bila naprimer kar gužva. Pa je za poudariti, da na vseh teh placih, ki jih zdaj omenjam, jaz nisem videvala belcev oziroma turistov toliko, kot dejanskih Korejcev. Ne. Na splošno ni bilo veliko belcev nikjer, no, ker se pač porazgubijo, ker je to tako milijonsko mesto. Ne. En recimo zanimiv del je bil tudi v predelu Insadong, to je v bistvu nek tak plac, ker je 500 let nazaj v Joseon dinastiji bila neka ulica, kjer so živeli državni uradniki. To je, glede na Seul, je to blizu teh palač. Pač en del Seula je, kjer so te palače Build the Thing, no in tam je ta predel oziroma ulica. No in med japonsko okupacijo se je ta folk od tam odselil in je plac postal nekako prodajalno območje za te antiks. In po korejski vojni je to postalo središče umetniškega življenja, kar pomeni, da je zdaj tam ful nekih kavarnic, pa nekih teh malih fake prodajnih galerijic. No, v bistvu tudi proper galerije so, ampak v glavnem dosti takih prodajnih. Piran sam ful boljš. Kaj? Piran sam ful boljš. Ja, recimo Piran, ampak ful boljš. No in tam je bila ena galerija, kjer je noter ena umetnica Yang Soo-yeon razstavljala svoje kipce tigrov, ki so bili res ful simpatični. In tigri so recimo tudi ena taka zelo tipična ikonografska zadeva za Južno Korejo. Simbol tigra je za njih ful, ne vem, tudi ko so gostili olimpijske igre, je to bila njihova maskota. Tiger je ful tak, recimo ne vem, če je bolj na Japonskem mogoče kakšen zmaj, ali pa to je recimo v Koreji je tiger the thing. Tako mogočen tiger kot ta malo bolj dummy tiger, ki se pojavlja v teh folklornih basnih in Šutast, tako naprej. misliš? Kaj? Šutast, malo neumen. Ja, malo neumen. Prijazno neumen. Ja, prijazno neumen. Šutast. Tako da ta recimo je bila ful kot taki mali cute tigrčki, tako skoraj malo narisani, animirani. No in potem te galerije, ki jih je predlagala kolegica od kolegice, prebol, kolegica od kolegice. Ena manjša galerija, ki se imenuje Boan 1942. Tam je bila neka razstava, ki se je imenovala Animal, skupinska razstava, različni umetniki, mednarodna, ki se je v bistvu ukvarjala s tem, kaj to pomeni. Kaj pomeni žival in kaj pomeni biti žival. V glavnem o živalih se je šlo in so bila sama video dela, tako da to je tudi trajalo 100 let za pogledati si. Plac je bil ful zanimiv, imeli so tudi kavarno zraven, pa knjigarno, ampak ta plac je bil tako, vse je bilo zgoraj, ko si šel, pač bilo je v 2 štukih in v kleti, ne? Ampak zgoraj, ko si šel, to je izgledalo, da se bo vsak čas porušil. To je bilo vse v nekih, zidovi so bili ven zbiti, vse je bilo v nekih konstrukcijah z nekimi lesenimi okvirji in to. Tam se mi je recimo zdel zanimiv en pis od enega romunskega umetnika z naslovom Departure iz leta 2005, ki se v bistvu, video se ukvarja o tem, kako divje živali funkcionirajo kot nek posamezen element znotraj galerijskega prostora, kar v praksi izgleda tako, da je on dal enega bambija pa enega volka v white cube in je pač snemal in čakal, kaj se bo zgodil. In je v bistvu zelo tak hud posnetek, ker pač gledaš unga volka, kako kroži okoli tega bambija, un bambi valjda cel presran, na hiter diha in vse, ampak se pa nič ne zgodi, ne? Ker pač ne nazadnje volk sam nima toliko, mogoče, eventually, ampak tak zanimiv video se mi je zdel, no. Pol je bil še en plac Sarubija, ki je bila neka skupinska razstava mladih umetnikov, ki delajo znotraj tega Project Spacea, ki je bila pa res kar nekaj, zato ker vse je bilo tako miniaturno, vse je bilo tako par centi veliko in je viseli stropa, tako mal nevaren space, no. Jaz sem se parkrat skoraj ubila tam, ker so tako stvari po tleh, pa visijo dol stropa in jih ne vidiš in se zaletiš noter. Nobenih informacij nekjer napisan, tako da v bistvu ti še zdaj ne znam povedati, o čem se je šla tista razstava, razen to, da je bil nek zaključen presentation zadev, ki so jih delali ti ljudje. Ne veš. Ne vem, ampak pa sem bila še v Alternative Space Loop se imenuje. To je pa taka dosti cool galerija, ki se nahaja v predelu Hongdae. To je ta Hongdae Street, je v bistvu neka ulica oziroma nek predel, kjer se nahaja več univerz in je tako bolj študentsko območje. Tam je bila pa ena samostojna razstava
umetnika, ki se imenuje Dukim. To je pa ta, o kateri sem tudi en kratek prispevek napisala za Koridor, ki je bil full fine. No. V bistvu gre za enega umetnika, ki združuje podobe sakralne arhitekture in ornamentov s stvarmi, kot so, ne vem, njegovi portreti, pa njegova identiteta, nekako, kar je generalno družbeno nesprejemljivo in predstavlja tabu, kot je na primer golota, spolnost, homoseksualnost, pa king, pa take zadeve. To je bilo tudi kar zanimivo. Ampak isto, spet 2 video deli, ena instalacija, ki je vključevala smartphone, zelo high-tech. Kaj pa poleg vsega tega arta iz Koreje ti je ostalo najbolj v spominu? Kimči pa 5 decilitrske kave. 5 decilitrske kave? Ja. Si šla tudi na expensive coffee v Gangnam? Gangnam zgleda kot vse ostalo. Tako na hitro, če me daš v Gangnam, pa mislim, ne veš, da si v Gangnamu. Mogoče je to malo posplošitev, no, ampak... Bolj tako, pač ta, če si šla podoživeti ta... Kava je pocen povsod. Ja, ampak tam moraš kaviti na kavico, če si fancy. Ti bi umrl tam, ko bi mogel piti te 5 litrske kave s 15 litrov mleka, s 15 litrov cukra. Sem kar kafetiral za sabo, če ga nekdaj v Korejo. Pač to zdaj Uno električno, da se lahko priključim kar v kafiču. Ja, imajo iste vtičence, kot mi. Ja? Imajo evropske? Ja. Cool. Tako da istak ne moreš pač povzeti neke take zadeve v toliko kratkem času. Ne? Pač Seul ima pač toliko enih galerij in toliko enih zadev. Koliko je sploh prebivalstva? V Seulu? Ja. 9 milijonov. No, vidiš, ful. Tudi kako da bi par Slovenij strpal. Ja, 9 milijonov ljudi živi v Seulu, ne? S tem, da jih je ogromno, pač, ki jih živi v stolpnicah, pa vse tam ni hišk normalnih. Kaj bi pa predlagala komorkoli, ki gre kje? Da si poišče človeka, ki mu bo kot lokal znal povedati, kaj se splača v trenutek pogledati, ker če hočeš sam poiskati stvari, to traja ful časa, ne? In te spletne strani njihove in Instagrami, to na neke momente te obživce sprav. Pa največ ni vse v angleščini. Ja, ni vse v angleščini. Drugač, moja izkušnja je sicer zelo pozitivna, no, in tega je res veliko, ampak je na neki točki overwhelming. Ne? Ti lahko v Ljubljani v 2 dneh obdelaš čisto vse galerije, pa muzeje, medtem ko tukaj si lahko aktiven umetnik celo življenje, pa te ni v soseden predel, ker je pač toliko stvari. Mogoče bi bilo fajn tudi govoriti kdaj z nekom o tem, ki dela tam na tem področju, ne? Ker to si mi sploh ne moramo predstavljati, ker mi se kle vsi poznamo med sabo, vse institucije poznaš, veš približno, kaj delajo, to je tam praktično nemogoče. Ne? Bomo povabili v goste, ne? Da se naredi seznam. Ja, ne, jaz bom te stvari, ki sem jih omenila, no, bom jih dala v zapiske, pa naj si mogoče kdo malo poklika, ker zdaj sem jaz res toliko na hitro to obnovila, da v bistvu je po moje spadlo čist brez veze, ker enostavno ni časa, da bi lahko normalno obdelala vse te stvari, ne? Ker imaš ti nek kanon priznanih umetnikov, ki so mogoče malo bolj znani in potem še milijon vseh ostalih, ki pač so mladi in delajo nekaj, šele začenjajo, ali pa so mogoče tam samo v gosteh ali pa kaj tasga. Busy life torej. Ja, vsekakor pa se nisem glih ful matrala, no, da bi si veliko stvari pogledala, ker na neki točki enostavno pač človek nima časa, ker ima še toliko ostalih stvari za pogledati pa narediti, ali pa mogoče sam viset v kafiču. Tako da ja, dobro, če greš nekam tako prvič v lifeu, je kar veliko stvari, ki bi človek rad videl. So pa vse te galerije, te ta majhne alt, ki sem jih omenila, so zastonj, prosto stop, noben ti ne teži. Medtem ko tista glavni muzej recimo je imel vstopnino, ampak to je res pocen. Ni drago, no, ni tako, da bi šel, ne vem, v Louvre ali pa v Amsterdamu kam, res poceno vstopnina, tudi neke pretirane gužve ni, no, razen ostalih Korejcev. Louvre recimo nema skozi gužvo. Ampak no, če ni gužve in če je sustainable in da imaš, mislim, da se da preživeti tiste vstopnino pa stentnanje, ki ga dobijo od države, pa se da dati poceni vstopnino. Problem je, ali če je nekaj preznano, ne? Ja, cool. Če vam midva nadaljevati z lifeom. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urša Bajec-Košmr. A nama lahko kdaj kakšen komentar napišete, ker to pasivno poslušalstvo v izziv vzpostavlja nevzpodbujajoče okolje. Vse kakšne lepe praznike, zdaj kaj je december.
uživajte, pa ne se preveč nažrem. Ničo. Nekaj boža to šel, kako se bo sam slim na to tebe pustil prvi. Jutro je, gre vse bolj počasno. Oši, Še. a boš piškot? Še. Malo zapredla.